ali špalir, kot se najbolj običajno v nogometu reče. Kranjski nogometaši so ga napovedali, nameravajo izkazati po nogometno to čast novemu državnemu prvaku. 15. v svoji zgodovini so to nogometaši Maribora. Na koncu se celo, če bo Curanović dobil še en nastop, se celo lahko zgodi, da bodo imeli 3 vratarji pri klubu dvomestno število nastopov. Kakšen začetek državnih prvakov, neverjetno. Tiki-taka v kazenskem prostoru Triglava. Mešanović že drugič zapored med strelci. V drugo je bil Klinar uspešnejši, Crnov pa nepopustljiv. Ponovno je osvojil žogo. To je zdaj priložnost za zaključni udarec in izenačenje. Izenačenje, strelec pa Kristjan Arhčesen s prvim zadetkom v letošnji sezoni. Glede na igro Kranjčanov pa se lahko tudi izid spremeni v tem času. Spet šlampasta podaja tam Aleksa Piklerja, odpira se veliko prostora za Tijanića, na drugi strani je Crnov, Tijanić bo poskusil, na pravem mestu pa Kenan Pirić. Nenazadnje so v letošnjem prvenstvu osvojili tudi največ točk, če bi gledali samo druge polčase, in tega se bodo pri Kranjčanih gotovo zavedali. Kakšen zadetek Davida Tijanića. Spet hiter gol, tokrat je trajalo, če so moje oči videli prav, natanko 2-krat dlje. Malo detaljnejšo raziskavo, ali in če sploh in kdaj nazadnje sta padla 2 zadetka na 2 polčasih v uvodnih sekundah, ampak poglejte zdaj. Komaj je konec prve minute drugega polčasa in že je Maribor dobil 11 metrovko. Naslov najstrelca v letošnji sezoni. Zaenkrat je pri 13 golih, enako kot Mlakar, ki je priigral to 11 metrovko. Zahović ali Čadež. Vrhunski zaključek Zahovića in nemudoma imamo izenačenje v Ljudskem vrtu ter kar 2 zadetka. Pikler, Mešanović. Se odkriva Viler in Viler zdaj tudi pri žogi. Viler podaja in gol! Fenomenalen zaključek Luke Zahovića po odlični podaji Mitje Vilerja in Maribor ob izteku 68. minute ponovno prevzema vodstvo. Gremo znova ob rob. Matej. Ja, ko spremljam, ko gledam tule klub Maribora, imam trenutno občutek, kot da ne vodijo, oziroma kot da niso že prvaki. Zelo so nervozni, nezadovoljni. Se omenili se že nekajkrat, tam je zel nad Hotića, ki je imel zdaj izjemno priložnost. In zdaj morda lahko tudi izkoristi kakšno priložnost. Gol! Majcen za 3-3. Prav dalo se je čutiti, da te tekme danes še ni konec, da tudi Gorenjci še niso rekli zadnje in poglejte ta odnos. Ne, da nisem bil zadovoljen, ampak sem fante bodril, želeli smo zmagati in jasno je, da ko osvojiš naslov, potem je naslednje tekme so malce težje. Je potrebna pomoč in v slačilnici in pomoč tam ob liniji, da se fantje pač dvignejo, da se motivirajo. Tako da zanimiva tekma, izredno veliko število golov in škoda, da nismo tekme zmagali. Mislim, da smo bili zelo blizu. Pa dobro, jaz lahko rečem, najprej bi pohvalil vse moje igralce, ki so res dali srce na igrišču in mislim, da smo zasluženo osvojili piko. Mogoče, če bi se v nekaterih stvareh mogoče kaj obrnili pri naših šansah, pri 2-1, mogoče prišlo v drugo, ampak na koncu smo lahko zadovoljni. Jaz pa mislim, da smo lahko tudi vsi gledalci, ki so bili na tekmi, da je bila ena prava tekma z 6 goli in mislim, da je na koncu zaslužen.